No. Živijo, sva Davor in Andraž iz Desit-Tech TV. Hvala za 600 naročnikov na najnem YouTube kanalu. Ful so vam hvaležna, dajmo s takim tempom naprej, čim prej do 1000 vsaj. Zdaj sporočava vam, da je najen video o novih iPhone-ih že na poti, ampak ker je zaradi korone vse zaprto, se pač tudi midva zaenkrat še ne morava dobiti pa do konca posnet videa, tako da še malo potrpite, se bo splačal. Do takrat bo pa nekaj rekla o enem telefonu, na katerega so v bistvu vsi pozabili, ampak bi bil ful aktualen, če ne bi bilo Trumpa in njegove politike proti Kitajski, in sicer je to Huawei Mate 40 Pro. Tako da upava, da vam bo ta video všeč. Če vam bo, dajte se naročiti na najen kanal, lajkati ta video, spremljate, pa sledite nama pa lahko tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku, ki je, mislim, da dobil na popularnosti celo malo, odkar se je vse zaprlo dol zaradi korone. K sreči gre leto 2020 k koncu, hvala Bogu. In že se pojavljajo razni seznami najboljših pametnih telefonov leta 2020, kjer sta ta glavna predvsem iPhone 12 Pro Max in pa Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oba dva vrhunska telefona, oba tudi noro draga. Ni pa na seznamu enega druga telefona, ki bi mogel biti po vseh pravilih. In sicer Huawei Mate 40 Pro, ki bi ima siguren zelo močno konkuriral, če ne bi bilo te situacije s pomanjkanjem Googlovih storitev. In pa tudi, če ne bi bilo dejstva, da je zaradi ameriških sankcij oziroma prepovedi jih sploh ne bodo izdelali kaj več kot 8 milijonov enot. V celotni situaciji glede Googlovih storitev na Huaweiovih telefonih in kako prideti do njih, si lahko vse to pogledate v najenem drugem videu, ki bo nek tukaj zgori linkan. V glavnem Mate 40 Pro, tako kot že P40 Pro, Huaweiovih storitev nima, pa tudi tako kot Mate 30 Pro, tako da se boste sami mogli znajti glede tega, kako jih naložiti in pa kako dobiti aplikacije, ki si jih želite, ampak to itak že veste, če ne redno spremljate. Če ima programska oprema svoje pomanjkljivosti, pa čist drugače, kar se tiče strojne opreme tega telefona, ki je pač res v samem vrhuncu gor. Huawei se je tudi letos namreč odločil za svoj že kar tradicionalni waterfall display, oziroma v slovenščini prevedeno bi lahko rekel slapičast zaslon, ki se priliva čez stranice, tako kot slab, kar je povzročilo, da so knofi za glasnost in pa za moč že čisto na ta zadnji strani samega telefona. Enim bo to všeč, ker se bo vsebina na zaslonu prilivala čez in bodo bolj padali noter v samo gledanje, recimo Netflixa ali pa YouTuba. Spet drugim bo šlo pa to na živce, ker bodo prevečkrat kaj ponevidoma pritisnili z dlanjo in aktivirali. Sam Netflix pa YouTube je težko gor dobiti, ne pozabi. Ja, to je res. Tukaj ekstremno ukrivljen zaslon ne bo za vsakega. Mi domisliva, da je z njim Huawei dal prednost dizajnu pred uporabnostjo, ker se tudi mogoče malo lažje poškoduje, zbije, ker je toliko zakrivljen, ampak vsake oči imajo svojega malarja. Je pa zelo lep zaslon z diagonalo malo več kot 17 centi, QHD resolucijo in pa 90 Hz osvežitev, ker je sicer malo manj, kot pa tekmeci njegovi, recimo Samsung ima 120 Hz, Apple je pa sicer samo na 60 Hz in je še ostal majčken v letu 2019, tako da Huawei je lih tam nek v sredini s tem telefonom. Ja, zlata sredina. Zaslon, kot ste slišali, Davor, je super. No, razen tega, da ima na vrhu v levem zgornjem kotu kar precej veliko izrezov v obliki podolgovate tablete, ampak ima pa noter zelo napredno tehnologijo. Selfie kamero z resolucijo 13 megapikslov in pa TOF senzor ima za boljše tiste portretne selfije, ki jih eni toliko zelo cenijo. Pomaga pa tudi pri sami biometriji, za to se pravi varno 3D prepoznavanje obraza in pa odklepanje telefona. Tukaj morate podobno izbirati, kot ste recimo pri P40 Pro izbirali. Kaj zdaj vi hočete? Hočete čim bolj nemoten zaslon brez kakršnih koli izrez, ali pa pač boste vzeli izrezo, pa malo zamižali na eno oko, boste pa imeli varno odklepanje svojega telefona, pa boljše selfije. To si dobro tudi pokazal v videu za P40 Pro, ki je bil eden izmed najnih prvih. Telefon ima drugače škatla z dizajn, podoben kot Note serija pri Samsungu, hiša je iz aluminija, ima steklen zamrznjen
mat hrbet, v barvi, ki se ji reče skrivnostno siva. Ker sicer pohvalva, saj zaradi tega ni tak magnet za prstne odtise, sploh enkrat, ko jo vržete gor še v vitek. Drugače pa obstaja tudi sijoča verzija v črni barvi, ki se pa sicer hitro potoca s prstnimi odtisi, razen če date v vitek gor. Modul za kamere je tudi kar precej unikaten in je v obliki prstana. Huawei trdi, da je inspiracijo dobil iz prve slike črne luknje, ki je bila narejena leta 2019 s teleskopom. Nama se zdi, da so inspiracijo dobili nek drugje in sicer iz Appleove poslovne stavbe v Cupertinu, ki pač zgleda kot en ogromen prsten ali pa leteč krožnik, ampak v redu, no. Ne bova preveč le. Huawei. Zdaj, kar se dizajna tiče, nam je tudi všeč, da je Huawei naštimal nazaj ta prave fizične knofe za uravnavanje zvoka, bravo Huawei, kjer so imeli lansko leto samo senzor na dotik, s katerim si uravnaval volumen zvoka, čeprav je bilo fancy, res ni bilo funkcionalno, sploh če ste telefon imeli v žepu in ste hoteli na hitro znižati zvok. Izgled pred uporabnostjo. Huawei je tudi poleg zvočnika na dnu dal zvočnik tudi na vrh, da je s tem močnejši, boljši stereo zvok, ker lansko leto na Mate 30 Pro recimo je bila samo slušalka zgornja pod ekranom, ki je vibrirala, takrat, ko se je dotaknila kosti v ušesu, tako da ni bil tako močen zvok, kakor bo letos verjetno na Mate 40 Pro. Lansko leto vsem se mi zdi, da so malo bolj eksperimentirali, letos so pa tiste ideje odstranili, ki so bile slabe. Zdaj, ja, kar se tiče glavne stvari pri Huawei-jih telefonih, kamer. Imamo 3 kamere in sicer glavna kamera resolucije 15 megapikslov, ultraširokokotno kamero imamo, velikost 20 megapikslov in pa valjda tudi veliko periskopsko telefotokamero, po kateri je Huawei značilen, 20 megapikslov. Ta ima tudi 5-kratni optični in kar 50-kratni digitalni zoom, tako da če hočete res nekam približati kar na en objekt, ki je daleč. Kamere, itak, zmeraj so bile močna Huawei-jeva točka in tudi letos ni nič drugače. Zlopet si tudi zelo pomagajo pri procesiranju fotografij z umetno inteligenco in so v samem vrhu, kar se tega tiče v bistvu. Slike so sicer malo sprocesirane in niso toliko naravne, kot pri iPhone-ih, ampak to ni kritika z najine strani, no. Samo malo drugače spade, spet vkus vsakega posameznika. Nočen način, še zmeraj fantastičen, včasih celo malo preveč, že kar malo dnevne fotke naredi. Pa tudi zdi se, da so bolj stabilizirali kamero za snimanje videoposnetkov, da se ne ruka toliko, tako da super. Vse skupaj znotraj telefona omogoča pošast čipa, ki se imenuje Kirin 9000 in ki je poleg Applovega A14 Bionic čipa prvi, ki je proizveden na 5 nanometrskem procesu in je tudi močnejši od Qualcommovega Snapdragona 865+. Prav zato je Mate 40 Pro glih tako zelo primerna mašinca za poganjanje vseh trenutnih najbolj igranih iger, če jih lahko dobite. Eden od razlogov, da je temu sploh tako, je tudi to, ker ima dosti veliko vzdržljivo baterijo, velikosti 4400 mAh, ki tudi ob zelo orank igranju drži cel dan, brez problema. Če vam slučajno je zmanjka, imate v škatli 66-vatni žični polnilec, vam nafila baterijo iz 0% do 100% v tako 40 do 45 minutah, kar je super, kaj še čte. Ampak seveda, ker je to tudi flagship, je sposoben se tudi brezžično polniti, kar pomeni, da če dokupite poseben, specialen Huawei-ov brezžični polnilec, ki ima 50 vatov, vam ga bo izjemno hitro nafilal. Ker ste videli, da ta telefon ima skoraj vse noter ugrajen, je res žal, da ga v Sloveniji ne vemo, a bo sploh na razpolago, ne? Ampak tudi vas ne bo presenetil, da ima certifikat IP68 za vodotesnost in za odpornost na prahu. Glih zato je toliko bolj žalostno spet, da je eden izmed zadnjih Huawei-ovih paradnih konjev flagshipov, ki ga je pač nemogoče vsem ob tem, kolikor je dober, predlagati in tudi, če bi ga lahko, je bolj kot ne omejena izdaja, ampak zakaj je to omejena izdaja? Zato, ker je Kirin 9000 zadnji čip, ki ga je za Huawei-ovo podjetje izdelala TSMC pred ameriško prepovedjo, pa še to so jih namesto 15 milijonov izdelali samo 8,8 milijonov. To vse skupaj ni skoraj nič.
Samo tako, da boste dobili malo občutka za primerjavo. Lanskoletnega Mate 30 Proja, samo v prvih 2 do 3 mesecih ga je prodal 12 milijonov enot. Prvih 2 do 3 mesecih. Kar pomeni, da na zalogi praktično nimajo vse skupaj nič telefonov s temi 8,8 milijoni. In tudi pač zelo verjetno, da ga ne boste videli, da bi ga Huawei prodajal kjer drugje kot na Kitajskem, ker preprosto jih nimajo dost. Kljub vsemu se pa nekako še zmeraj zdaj kaže upanje in to je zelo sveža novica, mislim, da je prišla včeraj, preden sva ta video posnela, da je neko upanje in sicer ne bi Qualcomm vseeno lahko izdeloval 4G čipe za Huawei, to se pravi ameriška administracija ne bi dvignila prepoved in to bi bilo za Huawei super novica, ker bi bila to edina alternativa, druga bi bila samo še podjetje SMIC, ki pa je v tehnološkem smislu svetlobna leta daleč preč od tega, da bi proizvajal visoko kvalitetne čipe za Huawei. Ja, res je, tako da upajmo, da Huawei nekako rata vse. Za danes je to vse, kar se tiče Mate 40 Proja, tako da upam, da ste na račun prišli vsi tisti, ki ste nas spraševali po njem. Dajte nama pa zaupati v komentarjih, kaj vi mislite, a bo Qualcomm rešil življenje Huawei ali je s kitajskim podjetjem konc. Vesela bo vsakega odgovora. Vi pa ostanite zdravi in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Čau!